Pravilna regeneracija po napornem kolesarjenju vam lahko pomeni razliko med hitrim povratkom na kolo ali pa enim tednom bolečin in utrujenosti. Regeneracija ni samo počitek. Če jo pravilno izvajamo, vam lahko pomaga izboljšati zmogljivost in prepreči poškodbe. Moj današnji video je odgovor na vprašanje gledalcev, ki me je pred nekaj dnevi vprašal, kako se sploh regenerirati po dolgi naporni vožnji, recimo 120 km 5-6 ur. Kaj jest po takem kolesarjenju? Mogoče pašto? Kaj popiti? Izo Stare je rekel, da ne pije več zaradi sladkorja. Tako da sem se odločil, da mu dam par nasvetov. Hkrati ta video sovpada tudi z mojim tednom počitka, v katerem na celi Stravi nisem zabeležil niti enega kilometra. Nahajam se ob morju, kjer prijetno pihlja, oblačno je in 26 stopinj Celzija. Jesen prihaja z sigurnimi koraki. In prav je, da se narava po tem divjem in vročem poletju tudi končno malo regenerira. Prvi in najpomembnejši korak je hidracija. Med vožnjo skozi potenje izgubiš ogromno tekočine, zato je ključnega pomena, da jo nadomestiš takoj po kolesarjenju. Tu ne govorimo le o vodi, telo potrebuje elektrolite, kot so natrij, kalij, magnezij, da se ravnovesje tekočin povrne. Namesto pijač z visoko vsebnostjo sladkorja, kot je recimo Izo Star, raje posezite po kakšnih bolj naravnih napitkih, kot na primer kokosova voda ali pa doma narejen napitek iz vode, limoninega soka in ščepca soli. Če želite biti bolj fancy, lahko uporabite tudi solni cvet, kakšno grenivko, pomarančo in mogoče žličko medu. Piti je potrebno že med kolesarjenjem, celo pot enakomerno zaužiti dovolj tekočine, tudi če v nekem trenutku še ne čutite žeje. Pravilo je vsaj en bidon na uro, v vročih poletnih dneh lahko tudi 2 bidona. Naslednji korak je ustrezna prehrana po kolesarjenju. V roku 30 do 60 minut po vožnji moraš telesu zagotoviti pravo kombinacijo hranil. Po dolgi vožnji, kot je recimo 120 km, tvoje telo potrebuje ogljikove hidrate za obnovo zalog glikogena in pa beljakovine za regeneracijo mišic. Klasična izbira so testenine s pustim mesom, na primer s piščancem, tuno ali pa kakšen tofu, ki zagotavlja dober vir obeh hranil. Pomembno je, da se izogibaš težki mastni hrani, ker ta upočasnjuje prebavo in regeneracijo. Namesto tega rajši izberi lahko prebavljive obroke s polnovrednimi ogljikovimi hidrati in pustimi beljakovinami. Pa da ne boste mislili, da sem prišel sam na sprehod, sva prišla skupaj oba s soprogo. Tako, če se pripelješ tle dol do morja, tudi če tvoje telo ne rabi počitka, ga rabijo pa tvoji živci. Sem pa jaz rabil tudi malo počitka. Ne vem kako, nisem pretiraval s kolesarjenjem, ob vseh vitaminih, mineralih in tuširanju z mrzlo vodo me je kljub temu ulovil neki prehlad, tako da sem rekel, da se dam malo v mir, malo bolj na easy in po enem tednu je že kar boljše. Ne, se tu je to, tudi povem, tu je ta sladoled, mrzla pijača, klima na vsakem koraku in enostavno v nekem trenutku ti telo reče, veš kaj, stav se malo ti, ne? Ja, točno to je. In tu je, govorimo za nas 50+, tisti, ki ste še mladi, nimate nobenega problema s tem. Tretji korak je raztezanje in sproščanje mišic. Po vožnji so mišice napete in utrujene, zato je pomembno, da jih raztegneš in sprostiš. Z nežnim, statičnim raztezanjem lahko preprečiš otrdelost mišic in izboljšaš prekrvavitev, kar pospeši regeneracijo. Osredotoči se na raztezanje kvadricepsov, stegenskih mišic, meč in hrbta. Vsak razteg zadrži vsaj 30 sekund in se osredotoči na dihanje.
Poleg raztezanja lahko uporabiš tudi valjčke za samomasažo, kar pomaga pri sproščanju napetosti v mišicah. Zdaj se je malo pokazalo, sonce je spet kar zakurlo. Ne moreš verjeti, kaj je letos delalo to poletje, ampak sej bo. Četrti korak je hlajenje telesa. Po dolgi vožnji se pogosto počutimo pregreti in izčrpani. Hladna prha ali uporaba ledenih obkladkov na nogah lahko močno zmanjšajo vnetje in pospešijo okrevanje. Hladne kopeli ali celo ledene kopeli so odlična praksa pri športnikih, saj jim zmanjšujejo mišične bolečine in preprečujejo otekanje. Zdaj, če vas ne mika prav tuširanje z mrzlo oziroma ledeno vodo, priporočam vsaj, da privoščite nogam en hladen tuš par minut, toliko da ublažite vnetje in napetosti v mišicah. Jaz moram reči, da se zdaj že več kot eno leto tuširam izključno z mrzlo vodo in moje izkušnje so samo pozitivne. Še en zelo pomemben korak pri regeneraciji je počitek. Tvoje telo enostavno potrebuje čas, da se regenerira, zato je kakovosten spanec ključnega pomena. Med spanjem telo namreč proizvaja rastni hormon, ki je ključnega pomena za obnovo tkiv in mišic. Poskusi spati vsaj 7, 8, mogoče 9 ur, da omogočiš telesu popolno regeneracijo. Se vam bo pa lahko zgodilo, da boste po nekem napornem kolesarjenju mogoče težko zaspali. V tem primeru se splača, da si pomagate s kakšno meditacijo, globokim dihanjem, sprostitvenimi vajami tik pred spanjem, kar bo pomagalo umiriti vaš in vam zagotovilo boljši počitek. Regeneracija po napornem kolesarjenju je ključnega pomena za tvoje dolgoročno zdravje in zmogljivost. S pravilno hidracijo, prehrano, raztezanjem, hlajenjem in počitkom lahko preprečiš dolgotrajno utrujenost in izboljšaš svojo pripravljenost na naslednje vožnje. Jaz upam, da so vam bili tej nasveti kakorkoli v pomoč. Če imate še vi kakšno idejo za učinkovito regeneracijo, mi jo pa kar napišite. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau. Čau, čau.